menite, da bi edina pravilna odločitev predsednika vlade bila, da razreši Korenina? Ne bi bilo dovolj tudi to, da bi argumentiral odločitev o tem, zakaj ga ne bo razrešil? Čeprav razumem, se je gospod Janša na nek način sprenevedal, češ, da ne razume poziva Računskega sodišča. Tu je pač potrebno povedati, da je Računsko sodišče ta postopek vodilo v skladu z zakonom in da je ministrstvo in vlada imelo vse možnosti, da v tem postopku pač reagira na ugotovitve Računskega sodišča. V tem primeru seveda ne gre za to razmerje med državnim zborom in vlado, ampak je Računsko sodišče organ, ki mora samostojno določene stvari presojati. In poziv, ta zadnji Računskega sodišča, da predsednik vlade ministra Podobnika razreši, ni poziv k kakšni dodatni razpravi, ampak je ukrep. In zato ni mogoče v ukrepu razpravljati, ampak ga je potrebno izvršiti. Tisto, kar eventualno lahko povzroči, bom rekel, nadaljne zaplete in vprašanje politične kulture je, da pač tak ukrep razrešitve lahko steče samo preko postopka v državnem zboru in državni zbor bi bil tisti, ki bi lahko potem eventualno zavrnil recimo predlog predsednika vlade za razrešitev. Druge možnosti za to, da se o tem sploh razpravlja, če hoče seveda predsednik vlade razumeti vlogo sodišča tako, kot je zapisana, ni. On mora predlagati razrešitev, v takem primeru bi seveda mi pričakovali, da bi bila razrešitev tudi sprejeta, da to ne bi bil predlog z figo v žepu. Računsko sodišče nima nobenih zakonskih možnosti izrekanja sankcij, če se upoštevajo njihovi pozivi oziroma ukrepi. A je pripravljena pozicija, se pravi konkretno LDS, vse to odgovornost, da pomaga Računskemu sodišču in sama vloži interpelacijo ali pa ustavno obtožbo? Poglejte, ukrepi pač Računskega sodišča, ko gredo čez ves postopek, so dokončni in z tega vidika je, bom rekel, precej nenavadno, da bi moral predsednik vlade rabil neko zunanjo pomoč za to, da jih izvede. Če govorim tisto, o čemer sam razmišljam, seveda mislim, da je Računsko sodišče napisalo tudi, bom rekel, vse ključne elemente za to, da se sproži odgovornost bodisi predsednika vlade ali pa ministra Podobnika glede tega. Sam razmišljam, da če nekaj časa pač predsednik vlade ne bo pač sprejel ukrepa, ki ga mora sprejeti, pustimo recimo, da mora s kom še kaj razčistiti, da eventualno gremo v primeru Podobnika v postopek interpelacije. Postopek interpelacije se mi zdi, bom rekel, povsem primeren, ker enega od zaključkov, ki ga lahko ima, pomeni razrešitev ministra. Seveda bi v tem postopku interpelacije pričakovali tudi sodelovanje predvsem tistih strank, ki smo in kolegov, s katerimi smo svoj čas skupaj oblikovali te vladne koalicije, kajti tudi v našem interesu mora biti, da se te stvari razčistijo. Ker ne nazadnje imajo, bom rekel, dolg rep in če se te stvari ne razčistijo, seveda se bo prelagalo odgovornost na različne kolektive, ne pa na ljudi, ki bi jo morali nositi. Kaj to pomeni nekaj časa? Če predsednik vlade nekaj časa ne bo odgovoril? Čeprav razumem, da bi imel danes tudi predsednik Računskega sodišča neko
pojasnilo, jaz žal ne vem točno, kako je to teklo in upam, da bo s temi pojasnili, ki jih bo dobil od predsednika Računskega sodišča in od drugih pravnikov v, bom rekel, doglednem času, kar pomeni lahko, ne vem, ponavadi so roki, ki so postavljeni, so 14-dnevni, ampak zdaj me vlečete za jezik, ker v tem primeru pač ne gre za kakšen poseben rok, lahko se stvari zelo hitro odvijajo, ampak pustimo nek krajši čas, ki ne sme biti daljši od teh 14 dni, da vidimo, ali bo vlada in predsednik sposobna te poteze ali drugače. Mislim, da bi bilo neodgovorno tudi od opozicije, da pač gleda stran ob tako očitni zahtevi Računskega sodišča. Vete, če gospod predsednik vlade ne bo ukrepal, to dejansko pomeni, da prevzama odgovornost na svoja pleča, da misli v ravnanje. Potem takim bi bilo tudi smiselno, verjetno se vprašati na velike debilnice, recimo očeti v stročki so takne zaupnice. To so popolnoma logični razmisliki, zato je zame tudi, bom rekel, povsem nerazumljivo, da predsednik vlade tega ukrepa ne sprovede, kajti če ga ne sprovede, to pomeni najprej, da ni pripravljen spoštovati zakonov in kot sem ta nagovor začel, je to zelo slabo sporočilo za vse državljanke in državljane. Če ni on pripravljen spoštovati zakonov, zakaj bi jih bili drugi. Če ministra pač, kot se temu reče, pokrije, nase prevzame del odgovornosti. Če reče, da je to zaradi tega, ker so bolj važne stvari v tem trenutku v Sloveniji, pomeni, da bo zmeraj mogoče skonstruirati neke, bom rekel, višje cilje in druge razloge za to, da bodo ministri opravičeni za napake, ki jih sicer ne bi smeli delati. Strenjate, recimo, da je bilo najbolj elegantno hitro, da gospod Podobnik sam ponudi odstop oziroma nastopi. To možnost je po moje že zamudil. Če ravno dopuščam, tako kot se v tej vladi velikokrat zgodi, da bo prišlo do kakšnega razsvetljenja in da bo odstopil eden, ali pa kot se je pred časom zgodilo zato, da so bili vsi v koaliciji zadovoljni 3 ministri. Se pravi, če povzamem, če v 14 dneh ne sledi nek vsebinsko zadovoljiv odgovor, sledi strani LDS-a interpelacija. Poziv k interpelaciji, ker mi nimamo dovolj podpisov za to, da bi lahko sami sprožili to interpelacijo. In seveda bi si želeli, da nekaj stori tudi minister Rupel, ki je pripravljen vse in vsakogar odstaviti, ne sprašuje se pa samo o svoji odgovornosti za razmere na ministrstvu.